Dober dan. Dober dan. Dober dan. Naj pa zanima, kako prevajate oddaje v znakovni jezik. V bistvu čisto enostavno. Pridem v studio in čakam, da se oddaja začne in v tistem trenutku, ko jaz zaslišim glas, začnem tolmačiti. Jaz tolmačim za znakovnim jezikom za gluhe, tako da oni istočasno tudi razumejo, kaj se dogaja na ekranu. A vi ste pa režiser? Ja, jaz pa z njo delam poznam jo že 35 let, ampak zadnje čase skupaj sodelujeva. Jaz pregledam vsako oddajo in ji povem, kdaj približno bo ona prevajala. Na kaj se pa morate paziti pri režiji? Ponovadi pazimo, kako je nekdo oblečen, ti na zelenem ozadju bi bila samo vidna glava, telesa ne bi bilo. A zelena ni v redu, zakaj bi se pa me videla samo glava? To je virtualna scena, ne? Mi včasih rečemo temu chroma key, barvni ključ, in to pomeni, da izreže vse, kar ni zelenega. No? Zakaj pa sploh prevajate oddajo v znakovni jezik? Če si zamisliš gluhega človeka, ki gleda na televizijo, pa vidi samo obraz in usta, ki se odpirajo. Ne sliši nič, kakšne besede pridejo ven. Za otroke je pa sploh potrebno, da imajo tolmača na televiziji, ker otroci recimo pravljice ne znajo še prebrati. Vidijo samo dogajanje na televiziji, ne razumejo nič. In če pa tolmači skretno, z mimiko, in to tudi pričara tisto pravljico. Kje ste se pa vi naučili jezika gluhih? Znakovni jezik sta mi pa dala moja mami in moj oče, ker sta bila oba gluha. In v bistvu sem jaz rasla s tem znakovnim jezikom, tako kot rastejo otroci iz dvojezičnih družin, ki se tudi učijo sicer govornega jezika, jaz sem se pa od njih naučila znakovnega jezika. Katero oddajo pa delate danes? Danes delava Infodrom. Gospa dela vedno iz prve, praktično nezmotljiva v svojem prevajanju, tako da bo hitro narejena. Prav? Jaz pa moram že iti v režijo, da bomo začeli. Ponekod ste dočakali prvo večjo pošiljko snega, za vse pa je tu svež infodrom. Poglejmo, kaj smo vam pripravili. Se vidva lahko tudi naučimo kakšne kret? Ja, seveda, z veseljem vama bom pokazala. Kaj bi bilo pa najlažje za začetek? Ja, najlažje recimo je pozdrav, ko se vedno tudi pozdravljamo, ki se pokaže takole, kar ponovite za mano. Pozdravljeni, ja, to je lahko, za vse pozdrave to velja, za prihod in odhod, tudi ko gremo, recimo rečemo pozdravljeni. Kako se pa reče pozdravljeni gledalci? Pozdravljeni gledalci. Gledati to pomeni, s tem lokom pa pokažemo, da jih je več. Hvala, vi bili nocoj z nami. Ne gre? Ja. Hvala, dobro je to. Hvala, vi nocoj z nami. A vi tolmačite tudi fircologe? Ja, seveda, tudi tolmačim. Res je poseben dan. Res? Ja, prav poseben dan je, ker boste vi vsi izgubili v jengi-džengi. Zapomnite si ga. Ja, mogoče je svetovni dan sreče. Ali pa nesreče, Izabela, nikoli ne veš. Ali pa vodnih balonov. Ali pa potice. Ali ima pa kdo rojstni dan. Kako se pa pokaže beseda fircolog? Damo takole prst k nosu in takole malo zavrtimo. Fircolog. Ja, to je oseba, ja. To se pravi, da si radoveden, raziskuješ, pa še osebo pokažeš. A če jih je več, so pa fircologi. Ja. Poglej, ne se pa vidi samo glava. To je rekel režiser, da ne bi smela biti zelena. Ja, res je, zeleno na takem ozadju ne smeš imeti. A je to režija? Ja, to je režija 4, Studio 4, in tukaj delamo take mogoče enostavnejše oddaje, ampak to je na virtualno sceno. Vse si videla, kako si izgleda brez telesa, ne? Mi pa bomo zdaj začeli snemati, tako da bom kar dal znak Ljubici. Ljubica, lahko, pozor in akcija. Ponekod ste dočakali prvo večjo pošiljko snega, za vse pa je tu svež infodrom.